Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem parlamentu. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. Nie prosto za sebe. Państwo wiecie, Polska realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Kaj, če bi stavbe lahko živele in dihale? Vizionarski raziskovalci iz raziskovalnega centra v Izoli o podpori EU razvijajo okolju prijazne gradbene materiale s pomočjo gliv. S takšnimi inovacijami bodo naše stavbe bolj prilagodljive in odporne na posledice podnebnih sprememb. EU se zavzema za znanost. Pa ti? Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podcast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in Aljaž Penkov-Bitenc. Podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku posveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, pred kratkim smo se v Evropske četrti pogovarjali z dr. Matjažem Nahtigalom. Ocenili smo nedavni govor o stanju Evropske unije predsednice komisije Ursule von der Leyen in ugotavljali, da Evropa hkrati je in ni velesila. In da je nekje preveč reaktivna, spet drugje zelo proaktivna. Eno od področji, ki se ga je VDL dotaknila zgolj na hitro, je bilo vprašanje perspektive mladih. A tam, kjer se ga je dotaknila, je dobila več kot dovolj pozornosti. Evropska komisija se bo namreč aktivno vključila v reševanje stanovanjskih težav evropskih mladih. Ali je to dobro ali slabo, smo vprašali predsednico Mladinskega sveta Slovenije Evo Kotnik, pa to ni bila edina tema pogovora. Mogoče en vidik, kjer so bili mladi res izpostavljeni, ampak še to v bistvu bolj posredno, je bilo, ko je v bistvu predsednica Evropske komisije govorila o stanovanjski politiki, in torej planih Evropske unije za reševanje in naslavljanje tega področja. Pa še tam so v bistvu mladi bili posredno omenjeni, v bistvu bolj z vidika tega, da se mladi ne odločajo za družine. In to je v bistvu bil res edini del, kjer so bili mladi omenjeni v celotnem govoru, tako da smo bili precej, jaz bi rekla, da so lahko mladi precej upravičeno razočarani nad tem, da niso bili večkrat omenjeni, čeprav po načrtih Evropske unije in tudi tem, kaj so že naredili, če pogledamo to poročilo From Promise to Progress, se vidi, da neke stvari so bile narejene, ampak gotovo pa potem nekako se to ni potem odražalo ali pa pač očitno ni bila prioriteta za vključiti v govor. Tako da se mi zdi res škoda, da mladi niso bili omenjeni. Če pa bi rekla, da kako je bilo vprašanje, če upamo, Če vendarle noter bilo kaj, kar vas navdaja z upanjem. Jaz bi rekla, da že to, da je v bistvu predsednica Evropske komisije opomnila na to, da je pred 8 leti stanovanje oziroma pravica do stanovanja bila vključena oziroma prepoznana kot socialna pravica, torej v steber, Evropski steber socialnih pravic, se mi zdi pomembno, da je pač opozorila na to, da več kot očitno je nek interes, da Evropska unija na tem počne, nazadnje v bistvu imamo posebni odbor v parlamentu, ki se ukvarja s stanovanjsko krizo, Evropska komisija ima task force, tako da so koraki v tej smeri. Jaz verjamem, da za začetek to je nekaj, kjer je neko upanje, je pa seveda veliko od tega, v bistvu upanje je potem v bistvu odvisnega od tega, kaj bojo na koncu dejanski rezultati. Zagotovo je odlična novica to, da napovedujejo prvi vrh v stanovanjski politiki, to se mi zdi zelo pomembno, ampak moramo tudi poskrbeti za to, da bodo potem tudi tam reprezentatirani tudi mladi oziroma glasovi mladih. Pa mogoče tudi ta v bistvu plan za dostopna stanovanja, ki ga pripravljajo, zdaj sicer v javni obravnavi, ampak bi si nekako želela, da bi še bolj v bistvu mladi bili vključeni. Nenazadnje se dosti govori predvsem o mladih, ko govorimo o stanovanjski problematiki, sicer je tudi zelo širša, ampak se mi zdi, da mogoče nimajo zaenkrat še pravega mesta v procesih priprave tega, tako da mogoče, ampak bomo videli, kaj v bistvu bo v tem načrtu za dostopna stanovanja, bomo pa videli, kako naprej ukrepati.
Ko smo se učili v Evropski uniji, še prednje je Slovenija postala država članica, je bila eno od teh ključnih besednih zvez načelo subsidiarnosti. Se pravi, da se stvari rešujejo na najnižjem možnem nivoju in grejo potem naprej in Evropska unija v bistvu šele, če ni drugega, pride v igro. A so nacionalne stanovanjske politike in slovenska stanovanjska politika v resnici, z lepo slovensko besedo, fejlala, če se moramo zdaj ukvarjati z stanovanjsko problematiko na evropski ravni? Če govorimo o slovenskem kontekstu, pa dejstvo je, da se Slovenija ni ukvarjala s stanovanjsko politiko do verjetno te vlade. Gotovo ni bila ena od prednostnih politik, zdaj se veliko dogaja na tem področju tudi pri nas, ampak to je tako v bistvu, ko en čas predolgo v bistvu zanemarjaš neko področje, je že toliko enih stvari, ki bi jih mogel nasloviti, da sploh ne veš, kje se tega lotiti, in če hočeš zadevo rešiti, jo moraš zelo temeljito in celostno tudi pogledati. In pač je zelo nezavidljiva situacija v te vlade, ki se zdaj pač nekako skuša tega lotiti, pa ni enostavno. In gotovo kazalniki, ki jih je tudi v bistvu sama predsednica Evropske komisije povedala, kažejo, da pač po celi Evropi so izzivi, da očitno nekje je nekaj moglo iti narobe, in da si Evropska unija želi te pristojnosti in da si želi poseči v stanje. Zdaj, a je to razlog, da ne zaupa državam, da to delajo dobro, ker pač glede na kazalnike. Je pa pač tu še en pomemben vidik, s katerim se moramo ukvarjati, so pa zagotovitev samih sredstev. Ker recimo ne glede na to, da pač Evropska komisija trenutno ima komisarja za to področje, da se delajo vse te stvari, ki sem jih omenila ali pa napovedujejo, je pa še vedno zelo pomembno in bo zelo pomembno tudi, kakšni bojo konkretni rezultati, učinki od tega, koliko sredstev se bo temu namenilo v novi finančni perspektivi, skozi katera sredstva, skozi katere v bistvu sklade, vire financiranja se bo to udejanjilo. In mnogi pravijo, da bi mogoče najustreznejši vir bil nekako skozi kohezijsko politiko, v bistvu vplivati na lokalno raven in začeti pri neki opremljenosti zemljišč za gradnjo. Pa drug vidik, ki se ga poudarja, predvsem je ta socialni vidik, če govorimo o stanovanjski, kako bi rekli, da je stanovanje socialna pravica, da stanovanje socialna pravica, v bistvu tudi o tem, da, kako je rekla predsednica, da v bistvu je treba, da je treba preveriti, torej znotraj teh sredstev social aida, ki jih ima pač na voljo Evropska unija, kako bi lahko v bistvu tudi iz tega financirali oziroma pomagali, dajmo tako reči, ranljivim skupinam pri dostopu do stanovanja. Ko je Ursula von der Leyen pred 5 ali pa še bolje, ko je njen predhodnik Jean-Claude Juncker pred 10 leti prevzemal, 11, prevzemal vodenje Evropske komisije, je bila stopnja nezaposlenosti med mladimi v resnici ena glavnih težav, s katerimi se je mlada generacija, to se zdaj tako pokroviteljsko sliši, ampak s katerim se je ta demografska skupina soočala. Danes je to stanovanjska problematika, ampak popravite me, če se motim, stanovanjska problematika se v resnici vleče že desetletja. A je zdaj toliko bolj akutna, toliko bolj aktualna, ali so drugi problemi rešeni in se lahko zdaj končno s tem ukvarjamo? Zdaj, jaz mislim, da neko visoko stopnjo ali pa alarmantno stanje v bistvu kaže predvsem to, da mladi imajo očitno službe, mladi delajo, pa še vedno ne morejo do stanovanja. Jaz mislim, da je to tista neka glavna sprememba, ker pač mladi so vedno imeli težave z dostopom do stanovanj, zaradi tega, ker ko ti prehajaš na trg dela, ali pa kot študent, v bistvu ti nimaš sredstev, da bi si privoščil to neko samostojnost in v bistvu ti kot v začetnem delu neke zaposlitve običajno imaš tudi nižjo plačo, pač povprečna plača mlade osebe je nižja od slovenske povprečne plače, in potem je vedno bilo mladim težko začeti, ampak zdaj to, glede na to, da mladi niso brezposelni, oziroma še vedno so, 6% cirka se mi zdi, mladih je še vedno brezposelnih, kar je še vedno više od
povprečja, slovenskega povprečja. Torej, slovenska povprečna brezposelnost med mladimi kot starostni v bistvu skupini višja kot v ostalih, tako da to ne smemo pozabiti. Ampak še vedno, torej, mladi tudi kljub temu, da večini imajo službe, da so zaposleni, očitno situacija še vedno ni toliko boljša, da bi si lahko privoščili stanovanja. Zdaj, a to pomeni, da je problem sam v nizkih plačah, ali so hkratni ali v bistvu je bolj posledica samih razmer na nepremičninskem trgu? Jaz mislim, da je kombinacija v bistvu obojega. Je pa dejstvo, da Mladinski svet Slovenije se po mojem stanovanjsko problematiko ukvarja 10-15 let. In se mi zdi, da to se tudi vidi, da se tega področja res ni resno naslavljalo skozi nacionalne politike. Tako da zdaj smo, kjer smo, nekaj se dogaja na tem področju. Veseli nas, da smo tudi mi vključeni kot predstavniki mladih v te procese in upamo, da bomo nekaj čim boljšega ven z tega dobili, da ne bo situacija tako pesimistična, ko zdaj kaže, da je. Ko ste omenili vključevanje, govorite o vključevanju na nacionalni ali na evropski ravni? Na nacionalni ravni bi jaz rekla. Na nacionalni ravni imamo predstavnika v stanovanjskem svetu. Meni se zdi, da je zelo pomemben korak to, da imamo predstavnika mladih tam. Tudi drugače smo recimo strani ministrstva, ko so se ti novi predlogi zakonov, ko so bili na mizi oziroma v javni obravnavi, smo bili še posebej dodatno obveščeni in povabljeni k komentiranju. Tako da načeloma bi jaz rekla, da smo imeli priložnost in se trudimo vsako priložnost, tudi ki jo imamo, da tudi na tem področju podamo svoje stališče, svoje mnenje, pogled mladih. Je pa evropska ravn nekaj čist drugega. Zdaj, če tu čisto povem, mi smo se v bistvu povezali z Evropskim mladinskim forumom, to je največja organizacija oziroma mreža mladinskih organizacij v Evropi. Tako mladinske svete združujejo kot mednarodne mladinske organizacije in so se z njimi povezali ravno v luči tega, da smo v bistvu tega novega načrta za dostopna stanovanja, ker oni kot nek tako če tako primerjamo, oni so v bistvu zagovornik mladih na evropski ravni in tako smo mi na nacionalni in niso bili vključeni v pripravo, recimo, neposredno. In smo v bistvu želeli dobiti neke odgovore na naša vprašanja od komisije, od parlamenta in smo v bistvu skupaj pripravili oziroma s pomočjo poslanca Vladimirja Prebeliča smo v bistvu zastavili poslansko vprašanje komisarju glede planov, načrtov, ki imajo in kaj to pomeni za mlade, tako da smo se recimo tam nekako povezali, torej smo nekako povezali slovensko raven v bistvu z evropsko ravnjo, ko smo skupaj zastavili vprašanje, zdaj kakšni so bili odgovori in kako so bili zadovoljivi, je spet druga stvar, ampak smo se recimo povezali in tudi Evropski mladinski forum se veliko trudi, da bi na tem delali, da bi vključeni bili, so tudi pripravili v bistvu imajo zelo luštno kampanjo na to temo trenutno, kjer so zbrali zgodbe mladih, v kakih razmerah živijo, kaj se jim je zgodilo pri iskanju stanovanja in podobno. In je res vredno to pogledati, kaj se dogaja. Po celi Evropi, ne samo pri nas. Kaj, če bi stavbe lahko živele in dihale? Vizionarski raziskovalci iz raziskovalnega centra v Izoli o podpori EU razvijajo okolju prijazne gradbene materiale s pomočjo gliv. S takšnimi inovacijami bodo naše stavbe bolj prilagodljive in odporne na posledice podnebnih sprememb. EU se zavzema za znanost. Pa ti? Ko smo v Evropsko četrt povabili dr. Matjaža Nahtigala, ki je bil sodelujoči v nekem drugem panelu, je bila ena od njegovih ugotovitev, da je Evropska unija, se pravi evropske inštitucije, 3 glavne, svet, parlament, komisija, da so v resnici reaktivne, da ne delujejo proaktivno, da zaradi razlogov, kakršni so, zgodovinski, institucionalni, da nihče ne želi stopati na prst državam članicam. Delite ta občutek? Je EU, pogosto rečejo too little, too late, ampak koliko zelo je, spet smo pri upanju, kakšno upanje polagate v vlogo Unije, vlogo evropskih inštitucij pri recimo doseganju nekih korakov naprej na nacionalni ravni? Če sva še vedno na področju stanovanjske politike. Vsekakor vedno, kadar se neke razprave odpirajo na evropski ravni, da pomagajo pri tem, da se v bistvu
kaže nek zgled, neke smernice državam. Tako da, če so res te stvari dobro zastavljene na evropski ravni, jaz verjamem, da tudi države članice lahko veliko s tem naredijo, ali pa v bistvu neki deležniki, ali pa tudi v končni fazi neke nevladne organizacije, ki so aktivne na tem področju, imajo nek leverage ali pa nekaj, na kar se lahko sklicujejo in lahko pomaga pri tem, da v bistvu v nekem nacionalnem kontekstu skušajo doseči spremembe, ki jih želijo ali pa ki bi bile potrebne, ne. Tako da jaz verjamem, da tudi če se dogaja če nastaja zdaj nek okvir na evropski ravni, prvič je pomembno, da smo mi zraven, ne, da pač tudi neke potrebe konteksta iz Slovenije ali pa potrebe posebnih ciljnih skupin, kot so recimo tudi mladi, da pač pridejo do evropske ravni, da se tam oblikujejo smernice, ki so smiselne, ki so celovite, in ko jih enkrat imamo, potem v bistvu izkoristi to, kar je bilo narejenega na evropski ravni, zato da potem nas lahko podpre pri implementaciji v nacionalnem okolju, bi jaz rekla, kar se tiče stanovanjske. Res, da je to tak, ne vem, to je ena kombinacija proaktivnega pa malo reaktivnega pristopa, ampak se mi zdi, da pač probam kot nek optimist čim boljše ven iz tega procesa in tega, kako delujejo te inštitucije, dobiti in poiskati, kje lahko v bistvu vsak od nas, ki se lahko vključimo v te procese, kar se da prispevamo k temu, da bodo rezultati čim boljši na koncu. Se pravi, pogled v prihodnost ni zgolj prazen, ne, ampak če prav razumem, jo skušate sooblikovati. Jaz mislim, da je naloga v bistvu vsakega posameznika, odgovornost vsakega posameznika, da razmišlja o tem, kaj je njegova vloga in kako lahko sam prispeva k temu procesu. Zagotovo čisto vsak sleherni posameznik dosti težko ima tak vpliv, ki bi si ga želel, zato pa imamo vseeno platforme, na katerih se pač lahko srečujemo, pogovarjamo, imamo organizacije, ki so potem reprezentativne in lahko te glasove ponašajo na nacionalno in evropsko raven in meni se zdi pomembno, da se pogovarjamo o tem, da se različne skupine pogovarjamo o tem in da v bistvu skrbimo vsak po svojih močeh, da se te stvari prenašajo do tistih, ki potem kreirajo politike. Ena od tem na vašem panelu je bila tudi v bistvu prihodnost programa Erasmus oziroma Erasmus+, na katerega je Unija kot taka zelo ponosna, velja za najbolj uspešen program Unije nasploh, ampak ali se tu zdaj počiva na lovorikah, kakšna je njegova prihodnost po vaši oceni? Gotovo je in tu mislim, da se vsi strinjamo, da je Erasmus Plus program je pač ena najboljših pridobitev, po mojem, Evropske unije ali pa izumov Evropske unije, če lahko temu tako rečemo. Je pa res, da je to v bistvu vse skozi so ti programi nažalost še vedno kako bi rekli, ne moramo jih vzeti za samoumevne in za to, da pač gotovo bodo tam in da bodo ostali tako, kot si želimo, da bodo rastli, se razvijali ti programi naprej. Vse skozi so nekako kot en predmet nekega pogajanja, a ne bo, a bo dovolj sredstev, bo tako, a bo drugače in tega si ne smemo privoščiti, zaradi tega, ker ne samo, da govorimo o izmenjavah, študijskih izmenjavah, ki se jih mladi zelo poslužujejo in prav je tudi tako. Imamo tudi v bistvu en del, ki so v bistvu aktivnosti vezane na delovanje organizacij v mladinskem sektorju, torej organizacij, ki delajo z mladimi, ki delajo za mlade in so v večji meri tudi odvisne marsikdaj od tega financiranja in trenutno neke usmeritve kažejo ali pa obstaja skrb, da v bistvu bo se otežilo neke pogoje dostopa do teh sredstev za organizacije in se nekako res prizadevamo, da temu ne bi bilo tako in da bomo lahko v bistvu zagotovili ne samo sredstva ali pa dvig sredstev, ampak da bo ta sredstva dejansko prišla do mladih, da bodo prišla do organizacij, ki delajo z mladimi, ki delajo za mlade in da bo dejansko ta sredstva tudi prišla pol res zelo neposredno na teren, tam, k jim je mesto. To je stvar pogajanj o novi finančni perspektivi, kot se temu reče v evropski govorici. V bistvu 7-letni proračun, ne? Tako, to je stvar pogajanja 7-letnega tega programskega oziroma finančnega načrta. Ni pa pomembno samo, torej tako sem rekla, katera sredstva so, ampak v bistvu gre tudi za to, skod bodo črpana ta sredstva, kako bodo ti programi koordinirani tudi potem ali na evropski ravni ali na nacionalni ravni, ki se napovedujejo neke spremembe. Tako da
tu še bomo videli, kakva bo prihodnost. Mi upamo, da bo čim boljši izplen, tako da bo v bistvu da bo čim bolj optimalno za organizacije, ki delujejo na tem področju. Je pa to recimo tudi tema, s katero se ukvarjajo mladi na Evropski mladinski konferenci na Danskem, ki poteka zdaj, in sicer o tem, kakšna naj bo prihodnost programov Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota, česa si želijo, kaj bi njih podprlo pri njihovih aktivnostih, prizadevanjih. Tako da upam, da bodo tudi tam naši mladi glasni in da bodo potem tudi njihovi glasovi uslišani kot zaključki konference. Če sem prej nekako podtikal, da mladi jemljajo Evropsko unijo za samoumevno, ali gre tukaj morda za obraten moment, da Evropska unija jemlje mlade za samoumevne in jim potem tako brez resnega premisleka jemlje v bistvu denar za programe, ki v bistvu mlade najbolj povezujejo? Jaz bi to rekla, da je predvsem tu pomanjkanje tega, da bi se pogovarjali z deležniki na tem področju, ko se želijo uvajati neke strukturne spremembe. Ko se uvajamo neke strukturne spremembe na teh področjih, je nujno, da so tam predstavniki tako nacionalnih agencij, ki vodijo koordinirajo programe Erasmus Plus na nacionalni ravni, kot tudi v bistvu predstavniki organizacij, ki so v bistvu deležne teh sredstev. In recimo imeli smo en dogodek v Evropskem parlamentu v juliju, so ga organizirali v bistvu za evropske poslance, v bistvu za odbore z kulta, torej z odbora za kulturo, izobraževanje in ostale stvari. In tam smo jim predstavili, kaj se nam zdi pomembno in da kakšna naj bo ta prihodnost, in zdaj upamo, da bodo poslanci, tudi ti poslanci, ki so bili tam prisotni, recimo naša stališča vzeli za svoja, kar se da, in jih tudi v bistvu potem vplivali na to, kakšna bo prihodnost in da bo čim bolj pozitivna. Ko ste že omenili evropska raven in tako, pogosto se tudi sliši, da so današnji mladi prva generacija, ki v celoti živi v Evropski uniji, ki pač nima nekega generacijskega spomina o času pred, vsaj v našem prostoru. Je to dobro ali slabo? Glede na vse krize, ki se dogajajo. Recimo, da je tudi stanovanjska kriza v bistvu kriza, da je neke vrste socialne krize, imamo pač geopolitične krize, gospodarske krize in tako dalje. Ali mladi jemljajo Evropsko unijo za samoumevno in ali je to v končni fazi dobro ali slabo, če se ponavljam? To spet ni najlažje vprašanje, ne? Jaz bi rekla, da zdaj sicer generacija mladih, to moramo se zavedati, to so trenutno generacija, ki je stara od 15 do 29 leta, jaz sem zdaj tam proti koncu te generacije že sicer, ampak bi rekla, da kaj se mi zdi pomembno je to, da mladi se čutijo povezani z EU in dosti bolj kot starejše generacije. Mladim je zelo pomembno vlogo pri tem je gotovo imel tudi kak Erasmus Plus, to, da mladi lahko potujejo tudi. In jaz mislim, da mogoče je res, da vsi mladi, pač trenutna generacija, današnja generacija mladih, nima te izkušnje, kako je prečkati mejo, ki med državami, recimo, nimajo več vsi niti tega spomina, kako je bilo s Hrvaško prečkati mejo, da so bile včasih dosti daljše kolone, kot so danes, kaj šele, kje druge. Ampak se mi zdi vseeno pomembno, da pač to, da delamo na tem, da se ozavešča mlade, da vejo v bistvu, kaj jim to prinaša, da imamo ampak hkrati, da se ohranja ta nek zgodovinski, tak malo pogleda nazaj, ampak sam ne bi rada, da prihaja do nekega, vedno, ko govorimo o preteklosti, pa niso dosti nostalgični, eni imajo zelo črno sliko za nazaj, bi rada sam, da vseeno je neko pač ne čustveno, ampak objektivno barvan pogled nazaj, idemo na preteklost in kaj je prinesla sedanjost oziroma članstvo v EU. Se mi zdi pomembno, da tudi delamo na tem, da mlade ozaveščamo o tem, ker ne moramo jim zameriti, da tega ne vedo, če jim te informacije ne podamo in ker oni sami te izkušnje niso imeli. In se mi ne zdi prav, da se potem v bistvu odgovornost glede tega prenaša izključno samo na mlade, zaradi tega, ker tudi mi smo del izobraževalnih procesov, v katerih
bi nas naj naučili te stvari, ki bi nam naj v bistvu predali ta znanja. Če sami nimamo neke izkušnje, pač enostavno smo odvisni od tega, koliko znanja ali pa nekih usmeritev nam je predanih strani drugih. In se mi zdi, da se ne sme tega pozabiti in dati na breme mladih čisto vsega in da mladi čisto vse jemljemo za samoumevno. Morda sem uporabil napačne izraz, neučitajoče, ker ravno obratno, ker pogosto ne samo zdajšnji, tudi v kakšni prejšnji državi se je pogosto slišalo, vi mladi ne veste, kaj imate. Ne? Ampak odgovor na to, legitimen, je, vi stari ne veste, česa nimamo. In je mogoče zadnje vprašanje, kaj je naslednja stvar, recimo v idealnem svetu, da pač se stanovanjska kriza omili, da se pač te stvari tako, kaj je naslednja stvar, kaj je druga stvar, ki jo v bistvu, ki mlado generacijo skrbi, teži, je morda celo ta hip Unija nima orodij, da bi jo pomagala rešiti. Nekaj, kar gotovo Evropska unija nima orodij trenutno, je področje zdravja, torej duševnega zdravja. To je ena največjih skrbi mladih, pač raziskave kažejo na to. In ker nimamo skupne zdravstvene politike, zdaj jaz ne vem se vtikalo v to, ali je to nekaj, kar bi potrebovali ali ne, ampak gotovo ni v pristojnosti Evropske unije, da rešuje te stvari, vsaj ne neposredno. Gotovo se pa lahko posredno veliko naredi tudi na področju duševnega zdravja, kar se tiče nekega ozaveščanja, grajenja kompetenc in podobno. Tako da, področje duševnega zdravja, gotovo kot nekaj, s čim se moramo začeti spopadati. Mogoče ena stvar, s katero smo se pa prisiljeni nekako soočati tudi že zdaj, pa se mi zdi, da že vsi alarmi gorijo, je pa gotovo tudi neko grajenje kompetenc za v bistvu, kako bi rekli, peace building kompetenc, neko kritično mišljenje, o tem smo se tudi dosti pogovarjali na panelu, kritično mišljenje, boj proti desinformacijam, pa hkrati v bistvu aktivnosti za grajenje miru, konsenza. Se mi zdi, da to je neko področje, ki nas bi zdaj kot mlado generacijo lahko zelo opolnomočilo, da bomo kos času izzivom, s katerimi smo obdani in tistimi, ki še prihajajo. Eva Kotnik, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, hvala lepa za gostovanje v Evropski četrti. Hvala vam. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. In če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.